Naj bo torej današnji večer, ko podeljujemo Preglove nagrade, večer praznovanja uspehov. In naj mine v znamenju misli, da je odlična znanost današnjega dne pravzaprav gonilo razvoja in napredka, ki ga bomo vsi deležni tudi v prihodnje. Ali kot je vsem dobro znani kemik dejal, William Ramsey, država, ki prednjači v znanju kemije, bo gotovo tudi med prvimi po blagostanju in bogastvu. Ob koncu leta se radi ozremo na najpomembnejše menike iztekajočega se leta, na vse dogodke in dosežke, ki so inštitutu v ponos in predstavljajo navdih za nove izzive. Zato sem spredaj, najprej povabim, da nam razsvetli leto 2019 profesorja, doktorja Gregorja Anderluha, direktorja Kemijskega inštituta. Izvolite. Spoštovani člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spoštovani predstavnik Evropske komisije v Sloveniji, dr. Zoran Stančič, spoštovani predstavniki ambasad, dragi kolegice in kolegi, spoštovani direktori drugih inštitutov, dekani fakultet Univerze v Ljubljani, dragi kolegice in kolegi in predvsem mlajši sodelavci inštituta, dobrodošli na današnji prireditvi, kjer bomo kot vsako leto podelili Preglova priznanja za najboljše doktorate in se hkrati poklonili tudi tistim mladim kolegicam in kolegom, ki so zaključili svoje usposabljanje na našem inštitutu. Dovolite mi, da se za začetek spomnim našega direktorja Janka Jamnika, letos namreč mineva 5 let, odkar se je končala njegova življenjska pot. Tu je slikan pred Preglovim raziskovalnim centrom. In da se tako z veliko gotovosti trdim, da smo v teh 5 letih dosegli ogromno. Tudi na račun tovrstne infrastrukture takšnih dosežkov, ki jih je profesor Jamnik pomagal izgraditi, in vsa ta njegova pot nekako, ki je začrtal, ta 3 poslanstva, na katerem gradimo kot inštitut, na odlični znanosti, na prenosu znanja v gospodarstvo in na prenosu znanja na mlajše generacije, da smo to res zelo dobro delali v zadnjih nekaj letih. In v naslednjih nekaj minutah bi samo nekaj poudarkov iz letošnjega leta, ki gredo v te smeri, pokazal. Najprej seveda odlična znanost. Letošnje leto bo zagotovo že spet eno izjemno za inštitut. Pridobili smo namreč 2 nova projekta Evropskega raziskovalnega sveta, teh najbolj prestižnih projektov, ki jih raziskovalec lahko pridobi v evropskem prostoru, na kar smo seveda zelo, zelo ponosni. En projekt je pridobil profesor Jernej Ule, ki trenutno dela v tujini za področje raziskav možgan, spravi projekt z področja let v življenju. Drugi projekt pa je pridobil naš mlajši kolega, dr. Nejc Hodnik, z področja razvoja materialov za vodikove tehnologije prihodnosti. Tema 2 prejemnikoma teh projektov je tudi današnja prireditev posvečena v čast. Mislim, da je kolega Hodnik z nami tukaj, še enkrat res iskrene čestitke za ta dosežek. Mislim, da lahko še enkrat. Izjemen dosežek, inštitut je dal v svojo strategijo, da bomo 5 takih projektov pridobili do leta 2024, s tem bi se približali, recimo, če dan za primerjavo Max Planck inštitutom v Nemčiji, podobne velikosti in tematike. Zdaj smo na zelo dobri poti in imamo še nekaj prostora pred za starice, ki bodo prihodne še prišle. Seveda smo bili aktivni tudi na pridobivanju drugih projektov in z tega stališča ima inštitut zagotovo svetlo prihodnost. Ti 3 projekti, to pomeni, da bo tam do 30 ljudi delalo v naslednjih 5 letih lahko na tovrstnih tematikah. Področje, na katerem smo tudi ogromno vlagali letos, je bilo področje razvoja infrastruktur, razvoja vlaganja v veliko raziskovalno opremo. Imeli smo kar 3 inauguracije letos. Prva je bila v Ažmanov računski center. Kolegi iz teoretičnega odseka so ustanovili ta center, ki bo zdaj pomagal pri raziskavah z področja teoretične kemije, pa tudi drugim odsekom na inštitutu. Potem je bila inauguracija krioelektronskega mikroskopa.
kjer sta bila predvsem aktivna dva odseka, profesor Roman Jerala v okviru njegovega projekta Evropskega raziskovalnega sveta bo to infrastrukturo, ta mikroskop uporabljal za določanje teh bioloških struktur in odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo. In potem še inauguracija novega spektrometra v NMR centru, ki bo tudi znatno olajšal raziskovalne možnosti. Zakaj vlagamo tako velika in znatna sredstva v zidove in to železje? To je lepo ponazoril Nobelovec za kemijo, profesor Joachim Frank, ki je bil na obisku na inštitutu ob inauguraciji mikroskopa, ko je dejal, ko je odgovoril na vprašanje, kako ocenjuje, kaj bo pomenil ta mikroskop za inštitut in za slovenski prostor, da to opremo enostavno potrebujemo zato, da bomo ostali kompetitivni. Se pravi, brez tovrstnih vzpostavljanj tako pomenih kosov opreme ne bo šlo, se ne da delati moderne znanosti. Jaz zdaj ocenjujem, da bomo na račun teh pridobitev lahko za nekaj let opravljali res izvrstne raziskave. Z področja prenosa znanja v gospodarstvo smo tradicionalno zelo dobro sodelovali z podjetji v Sloveniji in s podjetji iz tujine. Nekateri predstavniki teh podjetij ste danes tukaj z nami. Bi se vam zahvalil za to lepo in dobro sodelovanje in seveda verjamem, da bomo tudi v prihodnje dobro sodelovali. Kot dosežek bi pa izpostavil tole, kar je tukaj prikazano, namreč kolegi iz odseka za kemijo materialov pod vodstvom Ivana Jermana so pomagali podjetju, slovenskemu podjetju razviti postopek izdelave delov električnih motorjev, kar je znatno pohitrilo proizvodno in kot se tukaj vidi, to je bilo zelo izpostavljeno, ker je bil nekaj dni nazaj zelo močno oglaševan in prikazan. Delovna mesta, velika naročila in to je rezultat sodelovanja Akademske inštitucije Narodnega inštituta z gospodarstvom. En izjemno lep prikaz tudi, da to poslanstvo inštituta tudi seveda ustrezno izvajamo. Kar se tiče prenosa znanja na mlajše kadre, bomo danes podelili listine našim mladim kolegicam in kolegom, ki so zaključili usposabljanje na našem inštitutu. V letošnjem letu jih je zaključilo usposabljanje 13, kar je veliko več kot lani, ko jih je bilo samo 8. To, ne vem, če imate občutek za to številko, je zelo nizka za naš inštitut. Veseli mene dejstvo, da je pa začelo usposabljanje na inštitutu v letošnjem letu pa kar 31 mladih raziskovalk in raziskovalcev, kar je pa izjemna številka. Tukaj je recimo ena slika sprejema teh mladih znanstvenic in znanstvenikov. Tukaj si bomo zagotovo kot inštitut, vsi mentorji, ki smo v tej vlogi na inštitutu prizadevali, da bo to usposabljanje teh kadrov ustrezno teklo. Seveda si bomo prizadevali to na različne načine, izboljševali bomo notranje postopke, v ta namen smo tudi izvedli neko anketo o zadovoljstvu zaposlenih v letošnjem letu, ki je dala zelo zanimive rezultate. Na podlagi tega bomo poskušali stvari tako urediti na inštitutu, da bodo tudi mlajši imeli možnost razvijati svoje kariere še naprej tudi pri nas in pa seveda v drugih okoljih v slovenskem in tujem prostoru. Jaz bi se mladim kolegicam in kolegom zahvalil, da so se odločili, da so ta začetni del svoje akademske kariere začeli na našem inštitutu in seveda želim vse dobro tudi v prihodnje. Če se ob koncu za trenutek pa še ostavim pri Evropi in pri Evropski zvezi držav, v kateri živimo, so zelo taki zanimivi časi, katerim smo priča. Kot inštitut smo zagotovo vedno bolj vpeti v evropske tokove znanstvene, kot rečeno, z takimi izvrstnimi projekti se bližamo tem najboljšim inštitucijam v tujini
in seveda imamo namene to še izboljševati tudi v prihodnje. V Evropi je ena taka zanimiva situacija, trenutno Evropa, če bo želela ostati konkurenčna, če tukaj se primerjamo samo recimo z Ameriko, s Kitajsko, bomo morali vlagati v možgane, v znanje, v inovacije. To je tista prednost Evrope, lahko ima izjemno dober evropski okvirni program, ki uspešno povezuje različne deležnike, akademske inštitucije, podjetja in veljalo bi ta program zagotovo še bolj razvijati in ga širiti pravzaprav. Tako da tukaj bo tudi inštitut svoje prispeval k temu evropskemu raziskovalnemu prostoru in upamo seveda na čim boljše novice zdaj ob sprejemanju proračuna evropskega tudi, da to seveda sprejemamo z zaskrbljenostjo te novice o morebitnem krčenju. Ravno proračuna, ravno obratno mora biti, tukaj moramo še več vlagati, če bomo želeli na globalni ravni biti kot Evropa konkurenčni. Najlepša hvala, da ste se udeležili današnje prireditve. Jaz bi vam želel vse dobro v prihajajočem letu in veliko nadaljnjega sodelovanja in uspehov vsem vam in pa uživajte v današnji prireditvi. Hvala lepa. Hvala lepa profesorju doktorju Gregorju Anderluhu. Gotovo so vsi ti dosežki, o katerih smo pravkar poslušali, izjemno pomembni za slovensko znanost. Z nami je zato danes tudi predstavnica resornega ministrstva, vodja sektorja za znanost na Direktoratu za znanost, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Meta Dobnikar, ki jo prav lepo povabim k besedi. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani, res mi je v čast, da vas lahko pozdravimo v tem prijetnem dogodku, ki je posvečen izjemnim dosežkom na področju kemije in sorodnih znanosti. To, kar sem želela reči, je morda nekaj, kar vemo vsi, kar se zavedamo, da za razvoj znanosti je zagotovo potrebno, stabilno in pa zadostno financiranje. To pa še zdaleč ni dovolj. Tisto, kar je ključno za razvoj vrhunske odlične znanosti, je okolje, v katerem delujete raziskovalci. Je okolje, ki vam omogoča, da se lahko zgradijo mostovi med generacijami raziskovalcev, po katerih se pretakajo tokovi znanja. Je okolje, ki je odprto za mlade, ki omogoča možnost razvoja kariernih poti, tako raziskovalkam kot raziskovalcem. Je okolje, ki gradi mostovi tudi do družbe in gospodarstva, da se lahko vaše znanje nameni za reševanje izzivov družbe in gospodarstva. In seveda je okolje, ki vam omogoča sodelovanje v mednarodnem prostoru. In ker vem, da ste vsi pozorno poslušali gospoda direktorja, veste, da Kemijski inštitut prav to intenzivno dela in naslavlja in dejansko ustvarja okolje, v katerem raziskovalci lahko dosegate vrhunske dosežke, kar se je pokazalo tudi z tako sprejemom grantov ERC, Evropskega raziskovalnega sveta in drugih dosežkov v mednarodnem prostoru, ki jih je inštitut dosegel s svojimi raziskovalci, kot tudi preko različne infrastrukture, ki se tudi v mednarodnem obsegu vključuje v raziskovalni prostor. Tako da jaz bi zaključila s tem, da bi naslovila direktorja in pa vodstvo Kemijskega inštituta, seveda nadaljujte v tej smeri, ki se je izkazala kot pravo. Vam, dragi obiskovalci, želim danes prijeten večer in vsem, ki boste prejeli priznanja svoje iskreno čestitanje. Hvala lepa. Sedaj pa pred mikrofon vabim častnega gosta današnjega dogodka, vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorja Zorana Stančiča. Predstavil nam bo pogled na izzive in priložnosti Slovenije kot dela Evropskega raziskovalnega prostora. Tako da, gospod dr. Stančič, izvolite, beseda je vaša. Spoštovani, najprej hvala za vabilo na svečanost o podelitvi Preglovih nagrad Kemijskega inštituta in tudi za izkazano čas, da vas smemo v današnjem dogodku tudi nagovoriti.
Najprej bi želel čestitati nagrajencem, ne glede na to, da bodo šele razglašeni. Ne vem sicer, če se spodobi, da se čestita še pred uradno podelitvijo nagrad, vendar kljub temu lepo je videti, da se odlični znanstveno-raziskovalni rezultati razpoznajo in izpostavijo. Tako na eni strani izkažemo potrebno zahvalo za predano delo posameznikom, hkrati pa le te izpostavimo tudi kot vzornike tudi drugim. Če se vrnem nazaj na moj današnji nagovor, naslovil sem ga odličnost, odprtost in povezovanje, saj so to poglavitne značilnosti znanstveno-raziskovalnega dela, kot ga želimo imeti v Evropi in so popolnoma v skladu s tistim, kar je že govoril danes prej direktor. Najprej glede odličnosti. Raziskovanje je dejavnost, ki je ustvarjalen in dostikrat kaotičen proces iskanja novega, iskanja znanja ali poznavanja nečesa, česar do sedaj človeštvo še ni vedelo oziroma poznalo. Odlična znanost je možna samo, če imamo odlične posameznike in skupine, ki natančno poznajo trenutno raven znanosti in aktualne smeri raziskav po celem svetu. Potrebujejo dobre pogoje, knjižnice, baze podatkov, raziskovalno opremo in infrastrukturo. V svojem delu se ne smejo primerjati z okolico ali povprečjem, temveč svetovnim vrhom in aktualnim znanjem. Cilj mora biti odkriti nekaj novega, neznanega in naj zveni še tako pretenciozno na določenem področju, ki je dostikrat relativno ozko, morajo stremeti za tem, da bi bili najboljši na svetu. Seveda za odlično znanost potrebujemo ustrezne pogoje. Kljub dobrim rezultatom pa Slovenija takih pogojev ne nudi v zadostni meri. Poglejmo na primer raven naložb. Naložbe v raziskave in inovacije kot delež bruto domačega proizvoda v Sloveniji ostajajo še vedno pod povprečjem Evropske unije. Slovenija še ni dosegla cilja glede intenzivnosti raziskave in razvoja v višini 3% bruto domačega proizvoda. Zadnja leta je skupna intenzivnost raziskave in razvoja v Sloveniji znatno nižja kot leta 2013, ko je bila 2,58% bruto domačega proizvoda. Ta upad je bil predvsem posledica zmanjšanja odhodkov podjetij za raziskave in razvoja, pa tudi skromnih vlaganj na ravni države. Ni čudno, da je v takem stanju tudi število raziskovalcev in inovatorjev zaskrbljujoče. Glede števila raziskovalcev sicer vidimo, da je slovenski izobraževalni sistem relativno uspešen v smislu števila diplomantov in doktorantov na področju znanstvenih in tehničnih ved. Vendar se je upad javnih naložb v raziskave in razvoj jasno pokazal tudi v zmanjšanju sredstev za mlade raziskovalce. Tudi število raziskovalcev zaposlenih v javnem sektorju na 1000 aktivnih prebivalcev se je zmanjšalo 4,3% leta 2011 na 3,7% leta 2016. Glede na omenjeno je občudovanja vredno, da Kemijski inštitut dosega uspehe glede odličnosti. Kaj pa odprtost? Zato, da je znanost odlična, mora biti tudi odprta. Pod odprtostjo razumem, da znanost mora biti odprta do dogajanj v sami znanosti, kot tudi povezana z družbo oziroma gospodarstvom. Mora biti torej aktualna, tako glede na razvoj v ožjem ali sorodnih področnih znanstvenih vedah, kot tudi odprta do širših dogajanj v družbi, vključno z etičnimi dilemami, s katerimi se soočamo. Le taka odprta znanost do širše družbe pomeni, da bomo imeli tudi odgovorno znanost. Znanost mora biti tudi odprta za mednarodno sodelovanje in za sodelovanje z gospodarstvom. Le tako je lahko znanost odlična in hkrati relevantna in uporabna za družbo. Na Kemijskem inštitutu ste v svoji viziji 2019-2023 jasno izpostavili, kako boste gradili odprto znanost, ki bo vpeta v mednarodne tokove, hkrati pa dihala slovenskim gospodarstvom. In tako je tudi prav. Znanost pa mora tudi povezovati. Povezovati tako različne discipline, kot tudi raziskovalce istih disciplin, ki delajo v različnih državah. Dostikrat potrebujejo kritično maso,
tako glede raziskovalnih ekip, kot tudi glede opreme. Časi individualnega raziskovalnega dela, kjer bi na primer posameznik sedel za mizo in doživel trenutek razsvetljenja, so že zdavno mimo. Danes raziskovanje pomeni dolgotrajno delo večjih ali zelo velikih raziskovalnih skupin iz različnih področij, tvorno izmenjavo mnenj in kritično preverjanje rezultatov. Kako nam gre tukaj v Sloveniji? Vzemimo primer mednarodnih soobjav. Delež teh na skupno število objav je bil leta 2017 58,8% in je presegal povprečje Evropske unije z okoli 50%, ki je na okoli 50%. Delež mednarodnih soobjav slovenskih avtorjev se je med letoma 2010 in 2016 celo povečal za okoli 5%. Na drugi strani pa je slika vključevanja v prost pretok možganov slabša in je jasno vidno, da ima Slovenija težave pri povabljanju tujih raziskovalcev. To je deloma posledica sistema zaposlovanja v javnem sektorju in tudi zastarelega sistema habilitacije na univerzah. Slovenija, na primer, privablja manjši delež mednarodnih študentov na vseh ravneh terciarnega izobraževanja, zlasti tudi na doktorski ravni. V Sloveniji, na primer, manj kot 9% študentov doktorskih študijev mednarodnih, v primerjavi s povprečjem OECD, ki znaša skoraj 26%. Mednarodna mobilnost ali mobilnost med akademskim svetom in industrijo se ne spodbuja. Obstajajo torej pomembne ovire za privabljanje in tudi za ponovno vključevanje strokovnjakov, ki so delali v tujini ali v gospodarstvu. Ko govorimo o povezovanju, moramo omeniti tudi slabo povezavo inštitucij znanja z gospodarstvom. Vem, da tu govorim v inštitutu, ki ima takih povezav zelo veliko, pa kljub temu se ne moremo izogniti vprašanju, če je teh povezav dovolj. V Sloveniji je visokotehnoloških podjetij bistveno premalo. V Sloveniji je v hitro rastočih podjetjih, inovativnih sektorjih zaposlenih samo 3,2% delovne sile, medtem ko je povprečje Evropske unije blizu 5%. Zaskrbljujoče je tudi, da v Sloveniji le 19,9% podjetij sodeluje z univerzami in javnimi ali zasebnimi raziskovalnimi ustanovami. Njihove oddelki za raziskave in inovacije pa večinoma izvajajo rutinske postopke, kot so recimo nadzor kakovosti ali pa preizkušanje. Očitno je torej, da je raziskovalni, razvojni in inovacijski ekosistem še vedno v Sloveniji premalo učinkovit. Prav zato so občudovanja vredni dosežki Kemijskega inštituta. Najhujši konkurenci ste uspešni na razpisih evropskih okvirnih programov za raziskave in inovacije, saj ste na primer iz aktualnega programa pridobili že okoli 10 milijonov evrov. Tudi na najbolj konkurenčnih razpisih Evropskega raziskovalnega sveta vam uspeva, za kar vam iskreno čestitam. Moje sporočilo je, vztrajajte na odličnosti, odprtosti in povezovanju. S svojim dosedanjim delom ste dokazali, da znate odlično delati, da so rezultati vašega dela razpoznani kot relevantni in odlični. Odlično ste umeščeni tudi v gospodarstvo in vidite nekaj korakov naprej v primerjavi z industrijo in tako je tudi prav. Pa vendar, kaj je potrebno narediti? Moje sporočilo je, privabite še več tujih raziskovalcev k sebi in še več sodelujte z drugimi raziskovalnimi skupinami doma in v tujini. Še več se vključujte v evropski raziskovalni prostor in povezujte z evropskim gospodarstvom. Izzivi, kot so na primer zagotavljanje ustreznega financiranja raziskovalnih projektov, trajnejše financiranje programov, zagotavljanje kritičnega števila raziskovalcev na določenem področju, mednarodna podpetost in podobni bodo seveda ostali. Ali boste tem izzivom kos, je odvisno na eni strani od države, pa ne nazadnje tudi od vas. Zato glede na znanje in pomen vašega dela je pomembno, da ne razmišljate zgolj o tem, kako dobiti več denarja v inštitut, ampak tudi, kako bi bilo potrebno bolje urediti celotno raziskovalno in izobraževalno sfero. Prevzemite torej iniciative. Imate ugled, imate kredibilnost, zato je prav, da razmišljate o tem, kaj bi bilo potrebno spremeniti,
da bi še bolje lahko delali v skladu z vašim poslanstvom in z vašo strategijo. Na koncu vsem sodelavkom in sodelavcem Kemijskega inštituta želim še veliko uspehov, dobrega dela in osebnega veselja pri odkrivanju novega. Nagrajenkam in nagrajencu pa še enkrat iskrene čestitke. Hvala lepa. Hvala Stančiču in tako kot ste tudi sami povedali, trdne vezi so zelo pomembne, tako v kemiji kot tudi nasploh v življenju. Zdaj pa sem spredaj vabim predsednika znanstvenega sveta Kemijskega inštituta, profesorja dr. Mirana Gabrščka, ki se mi je že pridružil. Podelili bomo namreč listine tistim, ki so raziskovalno delo za doktorat znanosti opravili tu na inštitutu. Prejemnikov listine je sicer več, mi pa jo bomo danes podelili tistim, ki ste seveda z nami, kaj ne? Kot prva bo listino prejela doktorica Urška Slapšak. Hvala. Sem spredaj vabimo tudi doktorico Špelo Hajduk. Z nami je tudi doktor Fabio Lapenta. Listino prejme tudi doktor Marko Trankuš. Pa še ena doktorica Tjaša Tival. Listino prejme tudi doktorica Mirjam Pozorov. In še zadnja listina čaka na doktorico Uršo Petek. Podelitve Preglovih nagrad za izjemno doktorsko delo. Predstavitve kandidatov, njihove doktorske disertacije in znanstvene objave povezane z njimi je ocenila komisija v naslednji sestavi. Profesor dr. Gregor Mali, ki je bil tudi predsednik komisije, dr. Petar Dinovič, doktorica Mateja Manček-Keber, izredni profesor dr. Franci Merzel in doktorica Ema Žagar. Na razpis je prispelo 8 vlog, od tega se jih je 6 uvrstilo v ocenjevanje. Vseh teh 6 kandidatov je svoje kandidature tudi javno predstavilo. Po analizi predstavitev pa je komisija soglasno prišla do sklepa, da se v letu 2019 podelijo 3 Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo z področja kemije in sorodnih ved. Prosim, da se mi zdaj pridruži predsednik komisije, profesor Gregor Mali, ki bo najprej na kratko predstavil ozadje Preglovih nagrad, nato pa bo sledila še razglasitev letošnjih nagrajencev z utemeljitvijo in seveda tudi slovesna podelitev nagrad. Izvolite. Hvala lepa. Dragi gostje, dragi kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. Kemijski inštitut podeljuje Preglovo nagrado za izjemno doktorsko delo že od leta 2004. S to nagrado želi motivirati mlade raziskovalce k vrhunskim raziskavam, želi seveda nagraditi najuspešnejše med njimi, želi pa tudi promovirati njihovo delo in nasplošno delo na področju raziskav v kemiji in sorodnih ved v Sloveniji. Čeprav je letos na natečaj za Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo prispelo nekaj manj prijav kot prejšnje leto, pa so bile vse te prijave zelo kakovostne, tako da je imela komisija zopet težko delo pri končni izbiri nagrajencev. Prav zaradi te velike kakovosti doktorskih del smo, kot ste vi slišali, se odločili, da letos podelimo 3 nagrade. Te nagrade so enakovredne, zato bom nagrajence njihova dela predstavil po abecednem vrstnem redu. Preden pa predstavim prvo nagrajenko, prosim predsednika znanstvenega sveta,
in direktorja Kemijskega inštituta, da se me pridružite, ker bosta oba podeljevala. Hvala. Torej, Preglovo nagrado za izjemno doktorsko delo na področju kemije za leto 2001 prejme doktorica Ana Bjelič. Doktorica Ana Bjelič prejme nagrado za doktorsko delo z naslovom Katalitske pretvorbe derivatov lignina in njihova reakcijska kinetika. Mentor pri tem delu je bil docent dr. Blaž Nikozar. Ana Bjelič je v okviru doktorskega dela razvijala mikrokinetični model za katalitsko pretvorbo derivatov lignina. Lignin je namreč ena glavnih sestavin biomase in obetaven obnovljiv vir kemikalij in goriv. Žal se njegova struktura v različnih virih biomase razlikuje, zato končni produkti po katalitski pretvorbi niso vedno enake kakovosti. Natančen model katalitske pretvorbe bi ta problem lahko rešil, se bi omogočil, da bi na podlagi znanih lastnosti lignina v dotični biomasi primerno priredili reakcijske pogoje, da bi na koncu dosegli želeno konverzijo in selektivnost pretvorbe. Nagrajenka je pri zasnovi svojega modela upoštevala termodinamiko raztapljanja vodika v topilu, transportne pojave, reakcije v glavni masi tekoče faze ter adsorpcijo, desorpcijo in reakcije na površini katalizatorjev. Model, ki ga je postavila, ne predvideva nobenega koraka reakcije kot najpočasnejšega, ampak enakovredno upošteva prav vse elementarne stopnje. Vključuje tudi karakteristike različnih komercialnih katalizatorjev in tako omogoča poglobljeno razumevanje mehanizma katalitske reakcije. Tega doslej poznani konvencionalni modeli niso omogočali. Svojim modelom je Ana Bjelič postavila temelje za razvoj modelov, ki bodo potrebni pri načrtovanju in izgradnji fleksibilnih biorafinerij. Ana Bjelič je sicer doktorirala leta 2018 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Raziskovalno delo pa je odpravila na odseku za katalizo in reakcijsko inženirstvo na Kemijskem inštitutu. Rezultate svojih raziskav je objavila v 5 izbirnih znanstvenih člankih v zelo uglednih mednarodnih revijah. Torej, doktorica Ana Bjelič, prosim vas. Najlepša hvala za nagrado. Najprej bi se zahvalila Kulturi za štipendijo, ki je omogočala delno financiranje mojega doktorata. Potem bi se pa zahvalila Kemijskem inštitutu, ki je omogočil izvedbo celotnega raziskovalnega dela. Potem pa posebno zahvala gre mojemu mentorju, docentu dr. Nikozarju, za dobro vodenje in dobre nasvete. Potem bi se pa zahvalila tudi dr. Mihatu Grilcu za dobre nasvete in podporo in vso pomoč. Zahvalila bi se tudi vsem sodelavcem s D13 za dobro atmosfero, kolegijalnost, za mučenje na smučiščih in pa seveda družini in vsem vam, ki ste prišli danes. Hvala. Prejemova nagrada za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved prejme tudi dr. Fabio Lapenta. Dr. Fabio Lapenta prejme nagrado za doktorsko delo z naslovom In vivo samosestavljanje proteinskega origamija na osnovi obvitih vijačnic. Mentor pri tem delu je bil profesor dr. Roman Jerala. Fabio Lapenta se je v okviru doktorskega dela ukvarjal s proteinskim inženiringom oziroma denovo dizajnom proteinov. Dizajniranje novih na zaporedju temelječih proteinskih struktur, ki niso prisotne v naravi, predstavlja izziv na področju strukturne biologije in je zanimivo, predvsem zaradi potencialne uporabnosti teh proteinov v medicini in biotehnologiji. Nagrajenec se je posvetil dizajnu, izolaciji in karakterizaciji denovo proteinov na osnovi obvitih vijačnic in imajo sposobnost samosestavljanja. Izoliral je več različic proteinskih tetraedrov in predstavil pravila, ki vodijo do zvitja proteinov v nove strukture in določajo njihovo stabilnost.
Poleg tetraedra, ki se sestavi iz 12 segmentov obvitih vijačnic, je pripravil še piramido iz 16 segmentov, trigonalno prizmo iz 18 segmentov, še nekaj drugih struktur. Z uporabo metod rentgenskega sipanja pod majhnim kotom in presevne elektronske mikroskopije je potrdil obliko in velikost nanostruktur in pokazala prisotnost praznega prostora znotraj proteinov, kar je posebna lastnost teh struktur. Fabio Lapenta je doktoriral leta 2019 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, raziskovalno delo pa je opravil na odseku za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu. Rezultate raziskav je objavil v 2 člankih v izjemno uglednih mednarodnih revijah, to je Nature Biotechnology in Chemical Society Reviews. So please, Dr. Fabio Lapenta, please join us. Hvala lepa. Thank you very much. I own a deep acknowledgement to so many people that I can't really name them all today. However, I will try just to make a few names. First of all, I want to thank my mentor, Professor Romanirao, for his help and for leading the project. I want to thank the member of my thesis committee, which for the encouragement, Professor Janez Plavec, Professor Marietka Podobnik, and Professor Peter Mančnik. I own a deep acknowledgement to Jana Aupić, which really helped me a lot during my doctoral work, and I wish to acknowledge also Žiga Strmšek for his continuous help. Ultimately, I need to acknowledge all the people that work next to me in the Department of Immunology and Synthetic Biology for their direct and indirect help, also former members. And thanks to all of you, and thanks to the Chemistry Institute. Teglovo nagrado za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved za leto 2019 prejme še doktorica Teja Lenarčič. Doktorica Teja Lenarčič prejme nagrado za doktorsko delo z naslovom Molekularna evolucija proteinske domene za vezavo na površino celic. Mentorja pri delu sta bila profesor dr. Gregor Anderluh in docentka dr. Marietka Podobnik. Teja Lenarčič je v okviru svojega doktorskega dela preučevala molekularno evolucijo proteinskih domen za vezavo na površino celic, ki so razširjene pri patogenih mikroorganizmih in nekaterih toksičnih višjih organizmih. Največ pozornosti je namenila raziskovanju družin egerolizinov in proteinov podobnih proteinov NEP1. Da bi pridobila natančen opis nekaterih predstavnikov teh družin, si je pomagala številnimi biofizikalnimi metodami. S pomočjo strukturne biologije je uspela opisati, kako se proteini, podobni proteinu NEP1, vežejo na sladkorni del membrane rastlinskih celic, s tem pa je pojasnila začetni korak pri toksičnem delovanju teh proteinov. Hkrati je lepo pokazala, kako je natančno poznavanje zgradbe bioloških molekul pomembno za razumevanje delovanja celic in mikroorganizmov. Rezultati raziskave dr. Teje Lenarčič imajo tudi široko praktično vrednost, saj so preučevani proteini prisotni v nekaterih mikroorganizmih, ki napadajo gospodarsko pomembne poljščine. Novo pridobljeno znanje pa bo omogočilo razvoj fitosanitarnih spojitev. Teja Lenarčič je doktorirala leta 2018 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, raziskovalno delo pa je opravila na odseku za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo na Kemijskem inštitutu. Rezultate svojih raziskav je objavila v 2 izvirnih znanstvenih člankih, enega od teh vrhunski mednarodni reviji Science. Ker doktorica Teja Lenarčič danes ni tukaj, ker je na izpopolnjevanju oziroma po doktorskem usposabljanju v Zürichu, bo nagrado v njenem imenu Črta Lenarčič.
najbrž niste glih pričakovali mene, ne, ampak par dni nazaj sem zvedel, da se moram pač tudi zahvaliti v tem primernem dogodku. Žal se upravičujem pač tudi v njenem imenu, da se ni mogla udeležiti tega dogodka svečanega. Me pa poprosila, da nekaj povem. Lahko začne z eno anekdoto. 27.3.2018, ko je tukaj imela zagovor, sva poslušala z visoko nosečo ženo, pač njen zagovor doktorata in smo končali v porodnišnem cesti. Tako da danes smo spet 27. Moja žena Staša je visoko noseča. Zato me je poprosila, da pač naj bo zahvala kratka. Zato se zahvaljuje obema mentorjama, sodelavcem vsem, pač odseku, celotnemu Kemijskemu inštitutu in vsem ostalim, ki se pred z njim sodelovali. Hvala. Vsem prejemnikom Preglovih nagrad in če se je kdo morda zamislil, dr. Stančič je prej rekel, da ne ve, če se lahko čestita vnaprej, gospod čestitka že vnaprej. Hvala pa seveda tudi dr. Romaniju, profesorju Gavrščku in direktorju gospodu Anderluhu. Že nekaj let smo skupaj ob tej priložnosti, zato vem, da se tudi vi radi malce nasmejete na svoj račun. In sem se spomnila recimo naj začenim ta večer s trohico črnega humorja. Pa tudi s podukom, kako pazljivi moramo biti mi navadni smrtniki, če smo v bližini takih kemijskih strokovnjakov, kot je večina verjetno danes tukaj prisotnih. Zgodba je iz središča Londona, kjer sta dva uglajena gospoda zavila v bližnji bar, pa se je prvi želel malce bolj pokazati in je rekel H2O, please. Potem pa drugi H2O2. Ne bom razlagala, kaj se je zgodilo z drugim gospodom, kajti natakar je bil dober študent kemije in ko je pač prinesel to, kar je naročil. Tako da, pazljivo, kaj ne? Drage dame in gospodje, hvala vam, da ste nocoj z nami. Preden pa se razidemo, vam zaželimo lep, vesel december, ki se pravzaprav začenja prav ob koncu tega tedna. Naj bo kar se da prijeten in še nekaj vam želimo. Naj bo prihajajoče leto radodarno z izjemnimi dosežki in naj ne skopari s pogumom za nove izzive, oziroma če prevedemo v kemijski jezik, ostanite taki kot protoni, pozitivno naravnani.